Lepo pozdravljeni. Otroci, ali veste, kaj je suša? Suša je naravni pojav, pri katerem zaradi pomanjkanja dežja zemlja postane suha, rastline ne morejo rasti, živali pa težko najdejo vodo za pitje. Dolgotrajna suša lahko povzroči veliko težav v naravi in celo poveča možnost za nastanek požarov. Požari v naravi so lahko zelo nevarni, saj se zaradi suhe trave, grmičevja in dreves hitro širijo in lahko ogrozijo življenje ljudi in živali ter uničijo domove. Zato moramo biti v sušnem obdobju še posebej previdni. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek podučil, kako ravnamo, če v naravi opazimo požar. Zgodbo Ježek Snežek in suša je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in suša. Poletje je. Dnevi so dolgi in vroči. Z Ježkom Snežkom sva na počitnicah pri babici in dedku. Na začetku sva vsak dan čofotala v bazenčku na vrtu. Zdaj pa je tega konec, ker moramo varčevati z vodo. To pomeni, da jo uporabljamo le za pitje, kuhanje, umivanje. Zakaj? Vprašam Ježka Snežka, ki mi zna vedno vse razložiti. Ker je suša, mi odvrne. Kaj je to suša? Sprašujem. Poglej okoli sebe, mi pravi. Trava se je posušila in zemlja je razpokala. Rastline na njivah so uničene, gozd za hišo pa je rjav, kot bi bila jesen. Veš, suša nastane, kadar dolgo ni močnega ali daljšega deževja. Vode, ki je pod zemljo in ki se ji reče podtalnica, že močno primanjkuje. Rastline brez vode ne morejo živeti. Če ne dobijo dovolj, se začnejo sušiti in odmrejo. Tudi ljudje in živali ne moremo brez vode. Zaskrbi me. Kdo pa bo zalil rastline? Ježek Snežek pokaže v nebo in pravi: oblaki. Pogledam gor. Ampak na nebu je le vroče sonce. Nikjer niti oblačka. Zvečer si z Ježkom Snežkom pogrneva odejo na travi. Leživa in gledava zvezde. Ena nenadoma poleti čez nebo. To je utrinek, zašepeta Ježek Snežek. Kadar vidiš utrinek in si v mislih kaj zaželiš, se to potem uresniči. Tako verjamemo mi, ježi. Zaželim si, da bi prišli oblaki in na zemljo poslali dovolj dežja za vse. Po televiziji in radiu opozarjajo, da je med sušo prepovedano kurjenje ognja v naravi zaradi velike požarne ogroženosti. Kaj to pomeni? Vprašam Ježka Snežka. To pomeni, da najin taborni ogenj za zdaj odpade, odločno pove Ježek Snežek. Kako to misliš? Razočarano vprašam. Vsako poletje ga zakuriva. Babica in dedek sta vedno zraven z vedrom vode. Ježek Snežek odkima. Ne bi nič pomagalo. Pri taki suši že najmanjša iskrica bliskovito zaneti požar. Požar? Misliš tisto rumeno zver z rdečimi očmi, ki je lani ustrahovala naš blok? Živijo takšne zveri tudi v naravi? O, seveda, mi pritrdi Ježek Snežek. V naravi zrastejo še mnogo večje,
in lahko pogoltnejo cel gozd. Njihova priljubljena hrana so suhe rastline, teh pa zdaj ne primanjkuje, kaj ne? Postane me strah. Čez nekaj dni se nad gozdom pojavi črn dim. Dedek priteče v hišo in vidim ga, ko pokliče na številko 112. Vem, da se na to številko sporoči, ko se zgodi nesreča. Slišim, kako razlaga, da je del gozda blizu nas zagorel. Nekdo je kljub prepovedi zakuril veje. Rumena zver z rdečimi očmi je res prišla. Z Ježkom Snežkom gledava, kako drvijo mimo gasilci z vozili, polnimi vode. Seveda, rumena zver z rdečimi očmi sovraži vodo. Kako nenavadno, pomislim. Rastline in mi pa vodo nujno potrebujemo za preživetje. Nečesa se domislim. Zvečer gledam nočno nebo. Babica me kliče noter. Pozno je, moram spat. Samo še malo. V tistem trenutku zasveti utrinek. Zaželim si, da bi oblaki, ki so na poti in tudi k nam prinašajo vodo za žejne rastline, prinesli še več vode, da bi z njo premagali rumeno zver z rdečimi očmi. Utrinek ugasne. Naslednji dan se dim razširi. Ježek Snežek odide na pomoč živalim v gozdu, jaz pa gledam v nebo in čakam oblake. Namesto njih zagledam helikopter. Zviška zliva vodo na rumeno zver z rdečimi očmi in tako pomaga gasilcem na tleh. Vse to se mi zdi zelo razborljivo. Toda babica in dedek mi zvečer povesta, da se je požar preveč približal in smo v nevarnosti. Mamica in očka bosta prišla, da nas odpeljeta na varno, domov. Zajokam. Rumena zver z rdečimi očmi nas je premagala. In Ježek Snežek me je zapustil, ravno ko ga najbolj potrebujem. Pa tudi oblaki sploh niso prišli. Babica me spravi spat. Potem jokam in smrkam. Potem pa se odprejo vrata. Pokukam, kdo je. Moj Ježek Snežek. Od veselja skočim s postelje. Vrnil si se. Objamem ga, on pa hiti razlagat. Rešeni smo. Gasilci so ustavili požar. Pa veš kako? Na pomoč so jim prišli oblaki. Oblaki? Res dežuje? Že sem pri oknu. Temno je, nič ne vidim. Ježek Snežek mi šepne. Poslušaj. Zaslišim šumenje. Odpreva okno in na najine dlani se vsujejo debele dežne kaplje. Dežuje, dokler rumena zver z rdečimi očmi ne ugasne. In dežuje, dokler se rastline ne napijejo vode. Dežuje ves dan in vso noč. Potem se težki sivi oblaki spremenijo v bele puhaste oblačke. Razkropijo se in izginejo tako skrivnostno, kot so se pojavili. Danes z Ježkom Snežkom ne čofotava v bazenčku na vrtu, ampak po lužah okoli hiše. Obula sva škornje. Kdo bo skočil tako, da bo bolj poškropil drugega? Potem se spomnim in vprašam Ježka Snežka. Misliš, da so oblaki res prišli zato, ker si se jaz tako želel, ali pa so bili že prej namenjeni sem? Ježek Snežek se nasmehne in pravi. Povedal sem ti, kaj verjamemo ježi. Kaj pa ti misliš?
Bravo, Ježek Snežek, za umirjenost in odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko naučili, kako pravilno ravnamo ob požaru v naravi. Najpomembneje je, da ostanemo kar se da mirni, brez panike, da poslušamo in upoštevamo navodila odrasle osebe ter se čim prej umaknemo na varno. Z odgovornim ravnanjem lahko vsak izmed nas pomaga zaščititi naravo in preprečiti nevarnost. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz in preverite svoje znanje o ravnanju v primeru požara v naravi. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z Ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Bravo, Ježek Snežek. Prvo vprašanje. Kakšna je narava med sušo? A. Rastline bujno rastejo, potoki žuborijo in pogosto dežuje. B. Rastline so uvele, potoki so suhi in zemlja razpokana. Pravilen je odgovor B. Rastline so uvele, potoki so suhi in zemlja razpokana. Drugo vprašanje. Kdaj lahko nastopi suša? A. Kadarkoli. B. Samo poleti. Pravilen je odgovor A. Suša lahko nastopi kadarkoli. Tretje vprašanje. Med sušo velikokrat pride do A. Požara v naravi. B. Poplave. Pravilen je odgovor A. Med sušo velikokrat pride do požara v naravi. In še zadnje vprašanje. Na katero številko pokličeš, če v naravi opaziš požar? A. Na številko 211. B. Na številko 112. Bravo! Pravilen je odgovor B. Če v naravi opaziš požar, pokličeš na številko 112.